Parada učenja je osrednji dogodek v sklopu tedna vseživljenjskega učenja in poteka po 20 lokacijah v Sloveniji točno na današnji dan, 24. maja. Vse prireditve so brezplačne. Letos je Evropsko leto spretnosti, kar je tudi krovna tema. Na Ljudski univerzi Murska Sobota smo se v zvezi s to spretnostjo navezali tudi na mednarodno leto prosa in izdelali knjižico receptov. Parado učenja financira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, koordinator pa je Andragoški center Slovenije. Na 25 stojnicah se predstavlja več kot 35 društev, šol, organizacij. Z svojimi predstavitvami pa želijo spodbuditi vseživljenjskost učenja in predstaviti svoje dejavnosti. Dejstvo je, da Mestna občina Murska Sobota take dogodke podpira, saj se zavedamo, da živimo v družbi, ki se hitro spreminja in dejansko je potrebno ves čas pridobivati tudi nova znanja, nove kompetence. In Ljudska univerza kot nosilec pri nas tudi tega projekta vidimo, da se je zbralo veliko institucij, veliko društev, šol, ki dejansko ponujajo ta znanja tako za mlade, starejše, torej za vse generacije in dejansko so spremembe stalnica v naši družbi, zato se tudi je prav, da se prilagajamo in pridobivamo tudi nova znanja in nove kompetence. Pomembna institucija in dejansko to mi tudi ves čas podpiramo in tudi sofinanciramo njihovo delovanje. Dejstvo je, da mi nimamo tukaj univerze in nam dejansko mladi potem odhajajo v druge kraje, kar ni nič narobe, saj dobijo tam nova znanja, nek drugi pogled mogoče na življenje. Pomembno je pa, da mi ustvarjamo pogoje, da se bojo vračali v našo regijo. In zato je pomembno, da so taki dogodki, kajti tukaj tudi vsi potem dobijo neke informacije in se odločijo, kje in kako bojo nadgrajevali svoje znanje. Smo Društvo kreativne mladine z Murske Sobote. Tu na Trgu kulture predstavljamo naše delovanje, predvsem kaj ponujamo za mlade. To je dnevna soba in informacijska točka za mlade kreativce, kjer se nahaja na Zvezni ulici 6 v Murski Soboti. In naš glavni namen je prav ta promocija te dnevne sobe, da mladi zvejo, da imajo en prostor, kjer lahko pripravljajo aktivnosti, delavnice, kjer lahko tudi pripravljajo različne projekte, ker vključujemo različne ciljne skupine mladih, ki so se tudi začeli ukvarjati s tem, da pripravljajo svoje mednarodne in lokalne pa nacionalne projekte. V okviru študijskega krožka Lipovci danes predstavljamo naše izdelke, ki seveda s pridnimi rokami pletemo, pa bodisi od košar, korbrecov, vazic, vse, kar je mogoče napraviti z šibja. V našo aktivnost krožka je vključenih pretežno starejši ljudje. Zelo za pozdraviti je pa, ko imamo tudi med sabo mlade. Tudi osnovnošolce smo imeli, predvsem mlade, ki še hodijo v službo, in to ni neka dejavnost za penzijo, kot takšno. Se pravi, zbrani smo tudi ne samo z Lipovec, smo z Lipovec, Bratunec, Murske Sobote, z Bogojine in še z Ljutomera tudi.